Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: vam pa, ki poslušate, pravi, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj. In če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ne sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo, dobro potlačeno, potreseno in zvrhano miro vam bodo nasuli v naročje. S kakršno miro namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tam za Hristiji sem slišal, da je tukaj na Njenih Goricah pri tej sveti maši zastopana vsa Slovenija. Prav vse lepo vas pozdravljam, roke ne bom dal vsakemu od skavtin in skavtov, pa bom dal samo Davidu, katerega imena je tudi danes omenjeno v Božji besedi. Tako pozdravljam lepo. Pa moram reči, razdalja okrog 10 kilometrov, pa nisem nič slišal, da kaj posebej razgrajate tukaj v Njenih Goricah. Ampak sem prepričan, da vam je bilo lepo. In to lepo bomo danes prenesli tudi na oltar in Gospodu se zahvalili, pa tudi za občestvo, ki vas je morda slišalo, vas je videlo in tudi danes so z vami in občudujejo vašo mladost. Pa še nekdo je danes z nami. Vi ste iskavti iz Kopra, okoliščine, pa iz Škofije. Imamo danes še nekoga gosta v naši sredi, ki je tudi iz Škofije. Ugante. Gospod Miro. Danes, no le pokažite se, gospod Načkov Zore. Danes nam bo on pridigal. Napisal je pismo. Tako iz Škofije, pa iz Škofije, pa mi v Njenih Goricah prisluhnimo. Tista beseda na začetku evangelija, poslušali so. A boste poslušali? Dolgo je, ampak ustrajajte. Takole nas Načkov nagovori. Hvala ti vam, da ste tukaj. Dragi bratje in sestre, dragi romarji upanja, pred nami je začetek postnega časa.
Letos bo njegovo obhajanje zaznamovalo sveto leto, v katero smo vstopili na sveti večer preteklega Božiča. Kakor sveto leto, tako je tudi postni čas romanje, ki je usmerjeno k izpolnitvi dosega cilja. Kaj pa je cilj romanja? To vprašanje si je potrebno postaviti, če hočemo, da bi se romanje spremenilo, če nočemo, da bi se romanje spremenilo v navadno potovanje, v verski turizem, kakor danes večkrat slišimo. Kaj je cilj tvojega romanja, dragi brat in sestra? In še več? Ali sploh romaš? Si morda tako zadovoljen s seboj in svojim življenjskim položajem, da ne potrebuješ nobene poti naprej? Da se ne oblačaš za novimi obzori? Da nimaš nobenih vprašanj, ki kličejo po odgovorih in jih zahtevajo? Ko beseda nanese na romanje, običajno mislimo, da je cilj romanja neko božjepotno svetišče. Nekatera svetišča so na poseben način vstopila v zavest krščanskega romarja. Vsi poznamo ta svetišča in mesta, ki so postala skoraj sinonim za romanje, ker pri romarjih in tudi po potnikih vedno znova bodijo željo po romanju. Tako on. Tudi sam. Sem bil dolgo prepričan, da je cilj romanja določen kraj ali svetišče. Ko Romar prispel tisto svetišče, je prišel na cilj romanja, vendar pa nadškof Rino Fizikela, ki je prefekt dikasterija za evangelizacijo in mu je zaupana tudi organizacija dogodkov povezanih s svetim letom, pravi, da cilj romanja ni prihod v romarski kraj, ampak je cilj romanja prihod domov. Ima prav. Ko pridemo v romarski kraj, dogajanje našega spreobrnenja postane bolj intenzivno. Pot je bila priprava, je bilo zorenje. Romarsko svetišče za vso svojo sveto zgodovino, prepojeno z molitvijo, zaupanjem in vero, pa začne nagovarjati našo vero in naše zaupanje, da se tudi mi odpremo Bogu in njegovemu delovanju, da stopimo na pot spreobrnenja. In to moramo živeti doma. Na ta cilj romanja se moramo vrniti spremenjeni. Naš pogled na stvari in na ljudi mora postati drugačen, zaznamovan z vstajensko svetlobo. V tem duhu bomo tudi začeli letošnji postni čas. Preden se bomo vprašali, s kakšnimi postnimi prizadevanji hočemo prehoditi ta postni čas, moramo sami pri sebi priti do trdnega prepričanja, da namen posta ni nikakor zmaga nad seboj in nad svojimi navadami in razvadami. Na ta način bi postni čas spremenili v neke vrsto dieto ali v prizadevanje za zdrav način življenja. Seveda z vsem tem ni nič narobe. Vse to je v življenju vsakega izmed nas dobro in celo potrebno. A nima prav nič opraviti s postnim časom, ki je čas in priložnost za rast naše vere. Kaj bi torej lahko rekli, da je cilj našega postnega časa? Ne zmaga nad seboj, ampak je cilj postnega časa Jezusova zmaga nad grehom in smrtjo. Cilj postnega časa je velikonočno praznovanje Gospodovega vstajenja, v katerem tako čudovito odmevajo besede velikonočne pesmi slednice. Povej nam, Marija, kaj si videla na poti? Grob Kristusa živega in slavo sem videla vstalega. Vstal je Kristus, upanje moje. Ti, o kralj zmagoslavni, se nas usmili. Cilj našega postnega časa
je torej ostati s Kristusom. Zato je pomembno tudi pravo izhodišče. Posipanje s pepelom na pepelnično sredo ni ostanek preteklega, preveč z grehom in palcem zaznamovanega gledanja na človeka. Ne, posipanje s pepelom je opomin, da brez Boga, ki je v Jezusu Kristusu razodel vso svojo ljubezen do nas, ni načina, da bi mogli iziti iz tega pepelnatega stanja. Brez Boga se življenje ne izide. Ostane prah in pepel. Naj pomen obreda pepeljenja ponazorim z besedami profesorja Ratzingerja, papeža pokojnega Benedikta. Takole pravi: krščansko bogoslužje pomeni, da ne poskušamo opravičiti samega sebe, kajti taki poskusi opravičevanja so v temelju samo izgovor in nas postavljajo medsebojno nasprotje, enako kakor je bil Adamov poskus opravičevanja samega sebe izgovor in prelaganje krivde na drugega, da navsezadnje poskus, kako bi obtožil Boga samega. Krščansko bogoslužje, še piše, zahteva, da namesto razdiralnega medsebojnega nasprotovanja, ki je posledica samoopravičevanja, sprejmemo dar ljubezni Jezusa Kristusa. Jezusov dar je njegova beseda in moč, s katero to besedo lahko živimo. Beseda današnjega evangelija. Ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. In besede ob koncu evangelija: bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče. Ne sodite, ne boste sojeni, ne obsojajte, ne boste obsojeni, odpuščajte in vam bo odpuščeno, dajajte in se vam bo dalo. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. In proti koncu. Zato vas vabim, da bi v letošnjem postnem času vsi stopili na pot tistega romanja, na katero nas pošilja Jezus Kristus. To romanje se začenja pri oltarju, kjer Jezus pravi: če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi s svojim bratom. To romanje nas bo pripeljalo do brata in sestre, s katerim potrebujem spravo, da se bova potem skupaj vrnila k oltarju in darovala svoj dar. To bo najtežje romanje, ne samo našega postnega časa in našega svetega leta, ampak kar romanje našega življenja. Hkrati pa je tudi najbolj potrebno romanje, kar znova vzpostavi povezanost med nami, da znova postanemo bratje, sosedje, družina, da v resnici postanemo cerkev. Prihodnjo nedeljo pa nas bo svojo besedo v letošnjem postnem času nagovoril papež Frančišek. In nas sploh končuje. Naj nas na tem romanju upanja skozi postni čas, veliko noč, na vsakem koraku spremlja materinska navzočnost Božje Matere Marije. Bog pa naj naše romanje blagoslavlja. Vaš nadškof Stanislav Zore, skupaj z vami romar upanja. Jaz pa tudi.